Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni v novi epizodi Beletrine v živo. Danes predstavljava knjigo s pomenljivim, tudi kontroverznim naslovom. Vesela sem, da je mami umrla. Gre za delo v zbirki Žametne beletrine. Sicer pa je knjiga išla v ZDA pred 2 letoma in pravzaprav čez noč postala uspešnica. Torej gre za delo Jeanette McCurdy. Vesela sem, da je mami umrla. To je zgodba hollywoodske igralke, režiserke, pisateljice in podcasterke. O delu pa se bom danes pogovarjala z doktorico Barbaro Kreš, psihoterapevtko, specialistko zakonske in družinske terapije, tudi predavateljico, med drugim tudi na Ljubljanski teološki fakulteti. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Redko kateri odnos med mamo in hčerko je enostaven in ta, ki ga opisuje Jeanette McCurdy, je vse prej kot to. Gre za eno izjemno težek odnos, ko pusti kar velike posledice ponavadi na hčerkah, ampak predvsem zato, ker je ponavadi skrit. Ponavadi ženske, ki imajo tak odnos z mamo, ne dobijo tega razumevanja, ki ga ponavadi dobimo, ker o njem ne govorijo. Pa tudi pred njimi je skrit nekako. Vidijo ga kot perfektnega, kot super odnos z mamo, zelo težko vidijo, da je karkoli narobe, ne? In ravno tam potem se ustavi raziskovanje in vse, kar je narobe, ostane na hčerki, dosti tega sramu, odnosa do sebe, ki ni ustrezen in tako dalje. Tako da izjemno pomembna knjiga in zelo pomembni sporočilom za nekatere ženske, ki imajo tako mamo, tako izkušnjo. Da malo poveva, za kakšno izkušnjo pravzaprav gre. Tukaj gre za zelo ambivalenten odnos med mamo in hčerko. Torej, mama je po eni strani zelo ljubeča, spodbuja hčerko tudi k igralski karieri, češ, jaz bi si želela takega življenja, želim zate boljše življenje. Po drugi strani je pa mama do hčerke pravzaprav zelo manipulativna, nenazadnje izvaja nad njo tudi psihično in fizično na nek način nasilje. Seveda gre za ambivalenco, ki se z leti v bistvu malo skrije, zato ker se taka hčerka zelo hitro nauči, kako mora ravnati, da bo dobila ta dobro, ta lepo mamo, ta srečno mamo, ne? In tukaj skozi celotno njeno pripoved je ravno to, da se ona ukvarja s tem, kako bo svojo mamo osrečila, kako jo bo naredila veselo, da bo dobila tisto mamo, ki jo ima rada, od katere dobi, kar rabi, ne? Ker se zelo hitro nauči, da ji pove samo to in da tiste ta grde, zato se ta ambivalenca skrije, grdega dela od mame ne dobi več, ne? Tako se ji prilagodi in v bistvu njena avtentičnost tukaj zmanjka od hčerke, ne? Ampak se samo še gre za izpolnjevanje želja matere, ne? Nekje celo tako zapiše v knjigi: moje telo je sprogramirano za izvrševanje materinih zahtev. Zelo močna izjava. In tako je, ker tega ponavadi, česar se v nekem zgodnjem otroštvu naučimo po odzivih, ko dobimo negativen odziv, to je mama je jezna, me ne mara, ne, imam občutek, da ne pripadam, ne spadam, ne, se telo nauči in shrani v čist drugačne strukture možganov, ne, v čist druge dele možganov, tiste bolj avtomatske, ne, da se temu mora na vsak način izogniti. In je čist res telo sprogramirano, ne kaj moram narediti, ampak že ve, že čuti, ne, zato, da obdrži pripadnost, da obdrži mamo, da obdrži njeno ljubezen. Kaj pravzaprav? Tukaj lahko rečeva, da gre za narcisistično mamo, ki si želi nekako imeti nadzor nad hčerko do take stopnje, recimo potem tudi kasneje v knjigi izvemo, da ji omejuje vnos hrane, da je nekako sili v to igralsko kariero, čeprav si hčerka pravzaprav tega ne želi. Kaj je tukaj? V bistvu ne gre toliko za nadzor, gre za to, da take narcisistične mame, jaz tudi uporabljam ta izraz, ampak vedno bolj previdno, ker tega ravno vidimo pol naprej, tega predalčkanja ljudje v splošnem ni nujno, da jim odgovarja, pa tudi ne morejo se nujno prepoznati v njem, ne? Ampak grejo za narcisistično mamo z narcisističnimi obrambami, ne?
pri kateri je v bistvu ona v ospredju vsega. In hčerka ni ločen človek na nek način, seveda je, ne? Ampak jo doživlja kot podaljšek sebe, ne? V končni fazi teh svojih želja in potreb, ampak tudi to vse njeno hujšanje, njena postava, njeni dosežki postanejo materini dosežki. Ne? Ampak skupni imenovalec je pa predvsem to pri takih materah s takimi obrambami, vse je v zvezi z njo, vse je njeno, tudi kar hčerka narobe naredi njej. Ne sebi. Ne? Tudi hčerine napake so napake, ki jih je naredila mami in iz tem otežila življenje in tako dalje. In vsi uspehi seveda pripadajo mami. Kot da ne čuti ločeno. Ja, na nek način jo čuti kot podaljšek, ker pri teh narcisističnih obrambah je ključno, da je ona, ta oseba v centru vedno je vse v zvezi z njo. Tudi če ima hčerka v stiski, zdaj sem pa jaz še bolj v stiski zaradi te stiske. Ne? Je pa tako, zdaj si mi, zato je tudi ta moj pomislek, zadržek, malo previdnost pri uporabi termina narcisističen, je zato, ker si predstavljamo nekoga z blazno samozavestjo, ne? In nekoga, ki bo sebe postavljal v ospredje s tem grandioznostjo. Pri teh materah temu ni nujno tako. Lahko so velike žrtve, lahko se blazno razdajajo in prepoznamo ta narcisizem v tem, da nam vedno pusti malo občutka krivde, vedno te drži v šahu ravno s tem občutkom krivde, kako se ona žrtvovala, ti pa meni tako, ali pa na koncu vse to dajanje plačaš neko ceno, večno mi moraš biti hvaležen. Kako pogosto se vi v vaši praksi srečujete tudi s takšnimi odtenki, recimo, tovrstnih odnosov? Vedno bolj, ker sem vedno bolj v bistvu na to občutljiva, ne? In prepoznam že male nianse. Ne bomo rekli, da imamo takih primerov ekstremnih toliko, ampak že male nianse takega odnosa do hčerke in do sebe, takih materinih vzgibov pustijo lahko velike posledice na samopodobi hčerke, pa tudi sina. No? Ampak mogoče je pri hčerkah bolj specifično. No? Tako. Ko beremo knjigo, se Jeanette nenehno ukvarja po eni strani, tako kot ste rekli, da bi mami ugodila, ker kot zapiše, ona je srečna, kadar je mama srečna. Po drugi strani pa tudi z občutki krivde, ker se ne počuti vedno tako, kot bi si mama želela. In se začne v neki točki tudi oddaljevati od tega. Kaj vse pravzaprav ti občutki krivde, sramu nekako vzbujajo pri otroku? Pri otroku zbujajo vedno neko jezo nase, skoraj vedno, zelo težko, ker je tukaj precej nevarno se jeziti na mamo. Če se otrok jezi na mamo ali pa vidi, da je karkoli problem pri mami, je to en vir ene take strahu, prav eksistencialen strah, kakor pred smrtjo pri otroku. V resnici je ključen odnos z mamo ali pa staršem in da mu zaupa, da dela prav, ne? Kasneje z odraščanjem je pa ta krivda se včasih, nekateri ljudje živijo zelo dolgo s tem, nekateri pa začnejo počasi čutiti jezo. Ne? Enostavno je ne prenašajo več in pride do tega mogoče več nekega upora, ampak vsakič se kot bumerang nazaj vrne krivda. Zato je zelo težko priti ven, ker notranji glas, ki ga ta oseba ima v sebi, je vseeno nek glas, mamin glas skozi leta in vedno potem na koncu reče, kako si lahko to naredila, kakšna si. To je tako lepo zapisano, mislim, res dragocena knjiga, ker je avtobiografija in res piše, tako kot ponavadi ljudje o tem govorijo. Ne? Pa tukaj še en moment, morava povedati, da mama Jeanette McCurdy je zbolela za rakom in je tukaj še ena ta okoliščina, ki potem hčerko nekako vedno znova jo opravičuje. To je zaradi tega, ne zaradi onega. Ja, s tem usmiljenjem. To je recimo na ta način, ona ne prihaja v odnos vedno kot nekdo, jaz sem nekaj pomembnega, ampak včasih ta grandioznost se kaže, včasih tudi tako, da jaz sem taka žrtva, jaz sem toliko bolna. No, hčerka je mogla vsakič povedati, kako umira, ali pa pravi, da morajo gledati filme, kako je mama skoraj umrla in jokati zraven in kasneje navodila za pogreb, kako mora hčerka jokati in tako dalje. Mislim, kako mora peti in kako morajo se obnašati. Tako. Veliko enega nadzora je prisotnega v vseh teh opisih, tako kot ste rekli, res z izredno
na nek način tudi duhovitosti opisuje vse te situacije, avtorica, kar seveda knjigo dela izredno briljivo in prav zaradi tega je zagotovo postala tako hitro uspešnica. Spomnim se recimo enega prizora, ko seveda je bila težava tudi z pripadniki moškega spola, a ne, mama je zelo želela imeti ta nadzor, s kom se hčerka lahko druži in s kom ne. In ko tako na skrivaj ona gre na dopust z enim od svojih fantov in ko mama to izve, ne vem, če se spomnite, ampak res zelo, kako ne rečem, burno odreagirala, tako da si težko predstavljamo kogarkoli, da bi na ta način odreagiral. Kaj šele mama, ki naj bi imela hčerko recimo rada in bi želela vse najboljše. Ogromno jeze. To je prav bes, to je prav tak narcisistični bes, ko pade ven, takrat je pa vse eno, je za vse, kaj si bojo drugi mislili in tako. Ko nekoga s temi narcisističnimi obramami postaviš ob zid in nima možnosti, večinoma govorijo, če hčerka reče, ampak takrat si naredila to, pa to, pa to, bojo rekli, ne, to si ti vse zmislila, v bistvu zelo diskreditirajo spomine in doživljanja otrok ali pa kogarkoli, ne? Ampak ko je že dokaz tam, ko je nek dokaz, pa je lahko to, potem sta dva izhoda. Ali je grozen bes, res neprimerljiv s čimerkoli, ali pa umik. Ne? Prekine stik, ne govori več o tem in se vrne čez nekaj časa, kakor da nič ni bilo. Saj tukaj se je potem celo tudi to zgodilo naprej. Ampak zanimivo, še vedno je bila hčerka ta, ki je prosila mamico neprostimi besedami, naj se pomiri, da ji bo razložila. Ne? Ona se je postavila v to vlogo. Ja, zato ker njen notranji glas že davno govori, da je ona slaba, ne? In da je ona tista in razvrednoti vsako njeno avtentično doživljanje. V bistvu ona doživi, ne, pa samo to ni fair, ampak krati prije tisti notranji glas, prečeva ne, pa tvoja mama je pa bolna, pa ti si slaba, kako lahko to svoji mami narediš, zakaj nisi povedala iskreno. Ne? Tako da že v glavi svoji je, mislim, tako razklana med tem, da bi neko svojo avtentičnost pokazala in pa to pripadnostjo materi. To je najbolj ključni ta razcep, ne? Da ta oseba nima nekega svojega jaza in to je tudi jasno videti, ko sploh v bistvu išče, kdo sem jaz, ker je v bistvu ona je oseba bila, ki je prišla v prostor in poskenirala, kako je mama in je vedela, kaj početi. Nikoli se ni vprašala, kaj bi jaz danes počela, ne? Si imela neke ideje, ki so jo sproščale, pa so ji bile všeč, ampak ključno je bila mama vedno. Ta želja po ugajanju in tudi nadzoru, ponovno se vrneva na to. Mama je na nek način izvajala ta nadzor nad hčerko tudi skozi, oziroma predvsem skozi hrano. Z omejevanjem vnosa kalorij, češ, da si želi, da bo še dolgo igrala v teh otroških serijah. Nekako je tudi omejevala njen razvoj. Želela jo je obdržati. Ja, otroka, ne? Ona je želela sebe obdržati v tej vlogi te mame, ki skrbi za otroka, se tudi piše, kako dolgo jo je tuširala, umivala, pregledovala in tako dalje. Ne? Tako da, ja, to je želela zase. Zdaj, same motnje hranjenja, mislim, tam zelo nakaže, da je imela tudi mama, ne? Da je že mama zelo bila ponosna na svojih 40 kil in seveda, ne, hčerko je doživljala glih tako kot sebe, ne, in je tudi hčerka morala zelo omejevati vnos. Ampak mogoče, da ne bomo zanemarili tle, ne, ker jaz mislim, da večino ljudi zanima, pa zakaj ta oseba taka postane, se taki rodimo. Jaz ne verjamem, kdo tak rodi. In tukaj je še ena stvar vidna, ne, tam je babica, ki je enako na podoben način narcisistična. Mogoče je način malo drugačen, ampak je tudi, ne. Tudi tam babica v enem delu reče, se jo zapre v kopalnico in kolegicam po telefonu govori, jaz sem največja žrtev. No, zakaj me nimate radi, kriči, ne, v zvezi s svojo družino. Skozi zelo, zelo dobiva, rabi pozornost, noben me ne mara, zakaj me ne maraš, in isto z babico in po materini smrti je podoben dogodek, ko se isto zamenja v žaljivke in tako, ne, potem iz tega odnosa, zakaj me ne maraš v žaljivke, ne. Tako da ta mama je zagotovo tudi se s tem svojim načinom prilagodila na eno drugo, ne, na tak način si je pomagala, da je odrasla v neki posebni svoji družini, ne. Za nazaj pa ne vemo. Torej lahko rečemo, da je to nek vzorec, ki se
Mislim, je način, kako se zaščitimo v neki družini, ne, da preživimo. Je obrambni mehanizem, ki nam pomaga preživeti v nekih specifičnih odnosih, pripadati ali pa se zvleči ven ali pa obdržati vsaj neko lažno samopodobo. Ne. In mislim, jaz sicer nisem lih navdušena nad vzorci, ker pa se tega držimo, ker včasih zgleda čist drugače in te dve ženski sta verjetno zgledali čist drugače, mama in babica. Ampak vzdušje je podobno, ne? To je napihnjeni jaz ali pa ta žrtev. Ne? To je sam druga plat takih narcisističnih obramb. Ne? Ampak skozi knjigo, tudi knjiga je razdeljena na 2 dela. Prvi del je to življenje z mamo, drugi del potem, ko mama umre. Janet že prej, torej preden mama umre, se začne nekako oddaljevati od nje oziroma začne skozi svoje izkušnje na svoj način raziskovati in doživljati življenje. In tam začuti, tako mi je bilo zelo zanimivo, kako doživlja ta razkol. Ne? Po eni strani si želi tega razkola oziroma odmika od mame, po drugi strani pa, kot pravi, ona bi si želela, da ji je ob enem mama blizu, ampak pod njenimi pogoji, ne pa pod pogoji mame. Ja, ne gre za v bistvu pogoje, gre za to, da želiš od mame biti sprejeta kot drugačna ženska od nje, kot ženska, ki ti si. Ne? Želiš biti sprejet v neki svoji avtentičnosti, v nekem svojem načinu življenja, doživljanja sveta. Ne? Verjetno nobena hčerka si ne želi odrasti tako, da se od mame odmakne, ampak dobiti neko, točno to potrditev, da si v redu ženska, tudi če si drugačna od nje. Ne? To je posebej pomembno. Ne? Tako da želela si vzpostaviti en drugačen odnos, v katerem bi jo sprejela kot nekoga, ki čuti, misli, vidi, ima svoje doživljenja. Točno tako reče. Rada bi, da bi me prepoznala takšno, kakršna postajam, da bi mi dovoljevala rasti, ampak mama si želi hčerko izključno po svoji podobi. Ja. Ampak vseeno, potem, ko se zgodi ta trenutek, da mama odide, zanimivo, da se tudi Janet znajde v neki novi situaciji, nekako kar ne ve več, kdo je. Verjetno na nek način privre to na dan veliko enih novih spraševanj. Zagotovo. Predvsem ni več tega, ne? Če je bilo njeno vodilo prej zadovoljevati mamo, jo spravljati v veselje, osrečevati, ne? Je hkrati temu težko takrat sledila, ne? Zdaj pa vse spusti in ne ve, kdo je ona. Ne? Ona potem je nasprotje tega, kar je bila prej in to jo navdaja z občuti krivde, gnusa do sebe, do svojega telesa, ker je drugačno, kot je mama govorila, da je sprejemljivo in tako dalje. Ne? Tako da čisto v eni drugi situaciji se znajde. Ampak kolikor beremo, ona se kar nekaj let udeležuje različnih terapij. Nekje vmes celo pove, da s prvo terapevtko se ni ujela, ker ni mogla sprejeti tega, ko je terapevtka nekako namignila, da verjetno je mama bila, oziroma se je vedla neprimerno do nje, ampak kasneje pa ji prav terapija pomaga do tega, da se nekako iz tega zamotanega odnosa izkoplje in da tudi napiše knjigo s tako kontroverznim naslovom, tudi s to fotografijo. To je velika stvar. Ja, zelo velika in tudi ne gre kar tako. Sej v resnici je imela že prvi čist super terapevtko, ki je ogromno pomagala, ampak ni bil še njen čas, enostavno je bilo preveč. V bistvu je ona celotno svoje otroštvo nenadoma videla skozi čist drugačne oči. Njej se je v bistvu zamajal svet, ko da je nekdo preprogo spodmaknil. Se je morala na novo postaviti. Ja, in je začela toliko, kar zdržiš, kolikor zdržiš. In takrat je bilo za njo to žal preveč in se je šele čez nekaj časa nazaj vrnila, ker ponavadi, ko pridemo do nečesa zdravega, do nečesa, ker nas pa v končni fazi nečesa osvobodi, ponavadi krivde, gnusa, občutka, da je z nami nekaj narobe, nekje se nas to dotakne. Mogoče bi bilo zelo pomembno povedati, ker ljudje imajo res en tak občutek, da če bo šel na terapijo, bo pa zdaj mama vsega kriva. In najprej se iščem, vsaka terapeutka, tista ta prva je tudi tako povedala, mislim, da je bil drugi terapeut, da je mama ni ravnala v redu in tako, ampak zakaj je to pomembno povedati? Sej to ne pomeni, da prekinemo odnos, nekje v končni fazi moraš tudi starša v nečem, kolikor se da razumeti. Ampak pomembno je, ker do takrat, dokler ne ugotoviš,
kaj je počela narobe mama ali pa kaj je bilo narobe v maminem vedenju ali pa odnosu do tebe, je to tvoje, da se to čisto na tvojo samopodobo se na njej ustavi in si ti slab. Ko pa vidiš, okay, to nisem jaz sem bila čisto v redu, tudi če bi jedla več, tudi če ne bi igrala, če ne bi jaz tega izbrala, če bi si želela ne iti, ne vem, na neko snemanje ali pa ne vem kaj, sem bila v redu, ne? To je bila mamina želja, mama je imela s tem problem, ne? Tako da potem greš lahko naprej in ločiš, kaj je tvoje in kaj mamino, ne? No, in to zagotovo zelo lepo prikaže v knjigi. Dolga je pot do tja, polna tudi različnih zgodb, prigodb in tudi, če gre za zelo pravzaprav težko tematiko, to, kar smo zdaj govorili, povejva, da je knjiga napisana z izrednim humorjem in če se ne motim, je v enem od intervjujev avtorica tudi omenila, da je to nekako omaž mami, da je mama bila zelo humorna, tako da zagotovo zelo priporočava knjigo v branje. Mogoče še kakšna vaša zadnja misel? Jaz bi še samo dopovedala, da ne samo ta mati, narcisistična mati, tudi zelo dobro je opisano motnje hranjenja. Predvsem to, zakaj so tako trdovratne in kaj pomenijo, ker tam prav reče, nisem zdržala s tem gnusom, sramom, nisem zdržala s temi čustvi. Po vsakem težkem dogodku je kasneje morala iti bruhati, prej je kontrolirala. Tako zelo, zelo dobro so opisane tudi motnje hranjenja, pa že take nijanse odnosa. No? Jaz mislim, da je tako dragocena knjiga tudi zato, ker je res preprosta za branje, ne, nagovori, ampak hkrati spregovori o temah, o katerih ponavadi ne želimo govoriti. Ne? Že iz ene tako nočemo grdo o mami, ampak včasih večina mam je na bistveno boljšem spektru in večina tudi tistih, ko jih srečamo, je z njimi manj težav ali pa ne rabi toliko dolgotrajne terapije, ampak vsem neke detajle, da vidimo, da ločimo, da razmišljamo prav, a ne razmišljamo prav. Tako zelo, zelo subtilno opisano in odlično branjeno. Sploh ne težko, no, jaz vseeno mislim. Lepa hvala za pogovor in vsa vaša mnenja. Hvala vam. Vam pa hvala, če ste nas spremljali. Beletrina v živo.